kliniki oziroma vsi zdravniki imamo v zadnjem času na voljo kar veliko orožij, s katerimi lahko obvladujemo COVID-19. Seveda je temelj, še vedno moramo omeniti cepljenje, ki je najučinkovitejše, najbolj dostopno, enostavno in tudi varno in najcenejše. Omenil bi novo zdravilo Paxlovid, katerega glavna lastnost je, oziroma ima več dobrih lastnosti. Pomembna je, da je to oralno zdravilo in je zelo učinkovito, za skoraj 90% zmanjša potrebo po hospitalizaciji in še večjem deležu smrtnost. Poleg tega je tudi zelo varno, ampak tu je treba povedati, da zdravniki, ki predpisujejo to zdravilo, ga morajo dobro poznati. Namreč zdravilo ima dve učinkovini, ena je farmakološko aktivna, zavre železijski krog virusa, druga pa v bistvu ojača to delovanje. In to drugo zdravilo se potem lahko vpleta v součinkovanja z drugimi zdravili. Vemo, da ta zdravila predpisujemo predvsem starejši populaciji, ki ima veliko bolezni, komorbidnosti, veliko polifarmacije, to pomeni, da prejemajo številna zdravila in zato je treba biti previden. Kljub temu, da zdravilo damo samo 5 dni, je vseeno pride lahko pri določenih dodatnih zdravil do součinkovanja. Če omenim samo zdravila proti strjevanju krvi, je treba biti pozoren, ker lahko pride do krvavitev, lahko pride do tromboz. Skratka, zdravniki morajo biti s tem seznanjeni in to smo v zadnjem obdobju počeli preko zbornice in pisno navodila in tako naprej. Vedno je treba pač pogledati ta součinkovanja in to je zelo enostavno, lahko imamo na telefonu aplikacijo, mednarodno združenje, ki to posodablja in lahko to pogledamo oziroma se posvetujemo z infektologom ali pa farmacevtom. Še en logistični problem pri tem novem zdravilu je, da ga je treba dati v roku 5 dni. In logistični pomeni, da mora se testirati oseba, pride do zdravnika, vemo, kako je to včasih težko, in potem, ko je pri zdravniku, če se vse pač je indikacija za zdravljenje, predpiše zeleni recept in oseba gre v lekarno in zdravilo dobi. Skratka, prej dobi zdravilo od začetka bolezni, bolj je učinkovito. Če nekaj poudarjam, mreža za zdravilo, dostopnost mora biti enaka ali v zdravstvenem domu Metelkova, ali v Idriji, ali nekje v Prekmurju. Skratka, vsi zdravniki morajo biti seznanjeni in seveda naši varovanci morajo imeti dostop do tega zdravila, kjerkoli, lahko se dobi v lekarni. Poudarjam, da je potrebna dobra zdravstvena informacija, strokovna informacija za vse zdravnike, zdravstvene delavce, na eni strani, na drugi strani pa tudi splošno prebivalstvo, da ve, komu je to zdravilo namenjeno. Namenjeno je predvsem osebam, ki imajo imunsko pomanjkljivost, hudo imunsko pomanjkljivost, vemo, da se te slabše odzovejo na cepljenje, da so dovzetne za večkratne okužbe, da pri njih poteka bolezen huje in tudi lahko dolgotrajno, kar nekaj tednov lahko vročino. To so osebe, potem pa vsi starejši od 60 let, še posebej, če imajo kakšne dodatne bolezni in pa tudi prekomerno osebe s prekomerno telesno težo. Dobro, da informiramo splošno javnost, da tudi svojci, prijatelji od teh oseb, ki so starejše, pa pogosto ne sledijo, pa ne vejo za to možnost. Skratka, splošna javnost je pomembna, da ve, da imamo zdaj nekako nova orožja v rokah. Torej, kaj je še možno? Imamo tudi še zdravilo, ki smo ga zdaj uporabili, to je Remdesivir, ki se ga daje v žilo intravensko, ampak je potrebna hospitalizacija, tudi zelo učinkovito zdravilo. In v zadnjem času imamo tudi novo monoklonsko zdravilo, torej sestavljeno iz 2 monoklonskih protiteles,
to je zdravilo Evošeld, ki smo ga do sedaj uporabljali kot pre-exposure profilaksa, zaščita pred izpostavitvijo, predvsem za imunsko zelo okrnjene osebe. In to zdravilo se daje enkratno intramuskularno v glutealno mišico levo-desno in 6 mesecev preprečuje, da bi oseba ponovno zbolela. Zdaj ima pa tudi indikacijo za zgodnje zdravljenje, kar je enako potrebno zelo zgodaj tudi v obdobju 7 dni. Prednost je, da se daje intramuskularno v mišico in zanimivo zdravilo je tudi zato, ker ga uporabljamo za zdravljenje in hkrati preprečimo naslednjo okužbo v roku 6 mesecev. To so, bi rekel, glavna orožja, ki jih imamo na voljo v kliniki. Zelo pogosto primerjamo COVID-19 z gripo. V zadnje 2 leti, ves čas so neke primerjave. Torej, če zdaj pragmatično naredim primerjavo, če primerjamo cepivo, ki ga imamo proti COVID-19, z cepivi, ki jih imamo proti gripi, je neprimerno bolj učinkovito cepivo proti COVID-u. Zdravila, ki jih imamo na voljo, so neprimerno bolj učinkovita kot zdravila, ki jih imamo proti gripi. Še vedno je COVID hujša, nevarnejša bolezen od gripe. Vendar to, kar sem rekel na začetku, če uporabimo vsa orodja in orožja, ki jih imamo danes na voljo, torej cepljenje, zdravila, se, kar se tiče hospitalizacij in smrtnosti, približujemo gripi. Seveda, to, kar imamo na voljo, je treba uporabljati. Uporabimo lahko tako, da to vejo strokovnjaki, zdravniki, farmacevti in na drugi strani uporabniki. In kadar je to potrebno, tudi uporabno. Cepljenje, bom še enkrat omenil, upam, da so vsi tisti z raznimi čipi, da je to zgodovina. Jaz sem se 4. cepil pred 4 dnevi in imam še vedno samo eno glavo in še vedno samo originalni čip, ki ga imam od rojstva. Hvala lepa. Hvala. Zdaj, vkolikor imate kakšno vprašanje za dr. Tomažiča, prosim, če ga zastavite zdaj, ker se mu potem kot rečeno mudi. Izvolite, STA. Ja, lahko mogoče glede tega Paxlovida, mogoče veste, koliko ljudi ga je do zdaj prijel, saj okvirno, kakšne so izkušnje, je pomagalo, je to v bistvu naredilo kar obljubljeno. Ja, zdravilo, kot rečeno, je učinkovito in varno. Mora biti v rokah zdravnika, ki se na njega spozna. Predpisano, jaz osebno sem ga že predpisal skoraj 10-krat in verjamem, nima zdaj statistike, ampak mislim, da se kar množično uporablja in odlično. Z eno besedo, novost, ki jo je treba zagrabiti z vsemi lekarni. Pol teh nestet oseb recimo ni potrebovali bolnišničnega zdravljenja, ni. Rekli ste, da je zelo pomembno, da ki poznajo zdravila, da bi to komu ga lahko predpišejo. So se znanili s tem, so se bili izobraženi, lahko rečete, da vsi vedo ali da se bodo iz nevednosti raje ne posluhovali? Torej, naredili smo veliko. Bilo je posvet na Zdravniški zbornici Slovenije, kjer je bilo 700 poslušalcev preko Zooma. Želel bi si, da bi jih bilo 3-krat več. Skratka, potem smo tudi napisali to v razna glasila, potem v zbornične informacije, ki jih imajo online in po različnih bolnicah. Skratka, razposlali smo navodila, ki so zelo dobro napisana in torej vse možnosti so, da bi vsak se lahko seznanil s tem. Pripričan sem pa, da vsi zdravniki v Sloveniji tega ne vedo. Žal. In zato se mi zdi pomembno, da ponovno in ponovno podarjamo s temi zdravili. Jaz imam dolgoletne izkušnje tudi pri HIV-u, je tako, da jih je treba ponavljati, kot reklamo za Coca-Colo. Ker vedno prihajajo novi, ki ne vedo, da je to nekaj najboljšega. Jaz mislim. Pa mislite, da je bolj
Zdaj, ko se odločajo ljudje za cepljenje, prvi ali za tako zdravilo, kaj mislite, da boste bolj? Ne, jaz mislim, da še vedno zdaj je prišlo pač novo cepivo, ki je kombinacija originalnega wuhanskega tip 1 in pa zadnje variante BA4-5, tako da treba je energijo usmeriti še vedno v cepljenje. Cepljenje je absolutno, kot sem rekel na začetku, najučinkovitejše, najbolj dostopno, cenejše in tako naprej in tudi varno. Cepljenje je na prvem mestu. To velja za vse infekcijske bolezni. Če imaš na voljo cepivo, cepi se. To je pa potem izhod v sili. Mogoče se to še vedno velja, to pravilo iz tretjih valov, da na intenzivnih oddelkih na navadi prevladujejo necepljeni tudi zdaj. Zdaj večinoma prevladujejo te, ki imajo hude imunske motnje. To so prejemniki presadkov, to so bolniki onkološki, ki imajo močna, bom rekel, to močna je tak izraz, ki imajo pač zdravila, ki uničujejo predvsem protitelesno imunost, starejši bolniki, tisti, ki so bili cepljeni že več kot 6 mesecev nazaj. Skratka, predvsem ta je ranljiva skupina, ki imunsko oslabeli, pač se žal slabo odzovejo na cepljenje. Za te je zelo pomembno to, kar ste vi vprašali, da imamo ta orožja v rokah. Za številne je pa cepljenje dovolj. Skratka, predvsem ti, ki niso bili cepljeni, predvsem ogroženi zelo, niso bili cepljeni ali pa cepljenje že preveč udaljeno. Kakšna pa je zasedenost po bolnišnicah zdaj? Ja, pri nas je kar dobra zasedenost, predobra, bom rekel. Skratka, vse te covidne postelje so zasedene, intenzivni enoti pa jih je seveda manj. Kar vemo, v obdobju omikrona, da ni tako patogen, virulenten, kot so bili prejšnje različice. Še tukaj imamo. Ali lahko zajamčite, da bo dovolj na razpolago cepiv in zdravil, glede na to, da velike farmacevtske družbe že opozarjajo, da določenih zdravil, predvsem za kronične bolezni, bo začelo primanjkovati? Torej, govorimo o covidu. Dobro. Torej, zaenkrat, vedno, ko pride kaj novega, je vedno zadržek, strah, da bo zdravila zmanjkalo. Do zdaj se nikoli to ni zgodilo, kvečeno je kaj ostalo. Tako da zaenkrat je dovolj. Zaenkrat je dovolj, so potem tudi nova naročila, ki smo jih že izvedli. Tako da mislim, da z te strani ni strahu.